Moje ime je Iris. Atletika me srečuje, rada skačem, tečem, to me res veseli, ni mi težko trenirati, tudi napore rada premagam, ljubim ta šport, kar pozitivno vpliva na moje zdravje. To bodo moje prve olimpijske igre. Prva bo tekmovala mnogoboj, to je prve 2 dni teh olimpijskih atletskih iger. Kasneje bo pa tudi nastopila v skoku v višino in skoku v daljino. Mnogoboj je kar zahtevna disciplina, tekmovanje traja 2 dni. Najprej imajo ovire, višino, kroglo in 200 metrov. Naslednji dan se pa začne s skokom v daljino, potem meče kopje in še potem končno 800 metrov. Veselim se vsega njenega uspeha in rezultata. So bili časi, ko sem včasih jo še prehtela, potem je bila pa zmeraj boljša in je bil zmeraj boljši rezultat in me je prehtela. Zdaj za mlada leta še je zmeraj skok v višino, nekak družinski rekord, ampak bom zelo vesela, če bo me premagala in bo ona nosilka tega rekorda. Na njenih treningih je trener. Jaz sem šla z njo na mnogoboj, na tekmovanje. Pred pripravam sem šla tudi k trenerju, da sva se posvetovala, kako on vidi, kaj še dodati, da bo boljša pri določenih disciplinah, kar se je videlo na tej tekmi. V sestavu je tudi trening, določene stvari skupaj delava, določene stvari jo individualno gledam, poštopam, pa probam kakšne tudi take nasvete dati, ne samo iz športa, ampak tudi tako življenjske. Ko si dam slušni aparat dol, nič ne slišim, je zgolj tišina. To imam rada, ker se sprostim, svet zvokov me utrudi. Zaradi gluhote ima Iris težave z ravnotežjem. To se da premagati tudi z različnimi vajami, samo rabi veliko več časa. Drugače zelo tehnično učljiva, zelo hitro pogrunta, kako je kaj treba tehnično narediti, zelo dobro opazuje, tako da je ta njen manjko mogoče malo pol se kompenzira. Problem je pa tudi na primer pri komunikaciji. Ko sem bila na prvem prvenstvu med gluhim, se nisem mogla z nobenim pogovarjati, ker so vsi kretali. Zato sem se takrat določila, da se bom naučila mednarodne kretnje, ki je značnova na angleščini. Moj moto: nikoli ne obupaj in bodi to, kar si.